dan še enkrat. Danes smo se dobili, ker smo pri koncu meseca oktobra. Najbrž veste, da se mu pač v enih krogih reče rožnati oktober. Gre za mesec ozaveščanja o raku dojk, ampak to nič ne spremeni nujnosti, da moramo vsak dan ljudi informirati, pomagati, da bodo ozaveščeni. In ker sem mnenja o tej nujni pomoči, sva z Dušanom danes povabila tole našo čedno gospo Darjo Molan. Ona je članica združenja oziroma članica upravnega odbora Združenja Europa Donna Slovenije. Pa bi mogoče za začetek kar naši gosti dala besedo, da na kratko malo pove o tej neprofitni organizaciji civilne družbe. Potem pa se bo zadeva zapeljala, kamor se bo. Izvolite, gospa Dan. Živjo, lep pozdrav. Tako kot ste rekli, moje ime je Darja Molan, sem članica upravnega odbora Združenja Europa Donna Slovenije in pa tudi predsednica sveta pacientov na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Tako da za rakom na dojkah sem zbolela, ko sem bila stara 30 let. To je bilo pred skoraj 10 leti. Moram reči, da ta izkušnja res prinese nov pogled na svet, no. In že od samega začetka, no, sem hkrati, ko sem bila svoj boj, sem pa tudi že začela nekako pomagati ženskam. Več o sebi bom povedala v nadaljevanju, zdaj bi pa mogoče začeli ne toliko o Europi Donni, ampak bi mogoče malo samo opisala, kaj rak je, tako da se sploh zavedamo, s kakšno boleznijo v bistvu se sploh spopadamo in o kateri bolezni sploh govorimo, ne. Seveda se pravi, rak v sami osnovi, ne, je ena skupina bolezni, za katere je značilna neka nenadzorovana delitev celic, ne. In te celice, kakor se delijo, se vraščajo tudi v sosednja tkiva, se širijo po krvnih žilah, po limfnih žilah, v oddaljene organe. Tega se najbolj bojimo, zato se v bistvu vedno pogovarjamo pri raku, da je preživetje odvisno od tega, kako hitro je najdeno. V Sloveniji vsako leto, oziroma če povem zadnje znane podatke iz registra raka, ki so za leto 2019, je v tem letu za rakom zbolelo 16.080 ljudi. Od tega je bilo 8.395 moških in 7.680 žensk. To je velika številka, ne, ki nam pove, koliko ljudi zboli, koliko ljudi se kar naenkrat znajde v nekem novem svetu, za katerega vsi v bistvu vedno najprej pomislimo, kaj pa zdaj, bomo umrli, vsi nekoga poznamo z rakom, ne, ampak dejstvo je, da v Sloveniji je rak že zelo lepo, prosim? Če boste kaj vmes imeli kako vprašanje, kar vprašajte, no. Dejstvo pa je, ne, da je rak že zelo, zelo lepo ozdravljiva bolezen in da v Sloveniji živi več kot 120.000 ljudi, ki so se enkrat srečali s to diagnozo. Na žalost so pa še vedno dosti rakov najdenih prepozno, zato vsako leto od raka umre več kot 6.000 ljudi. Vsako leto. Več je sicer moških, okoli 3.500, s tem je povezano tudi to, da moški se kasneje odločijo, da obiščejo zdravnika, manj se udeležujejo presejalnih programov, in na splošno je tukaj tudi na nas ženskah, da na svoje moške malo bolj pazimo. Sekundo. Zdaj, zelo pomembno je, da se udeležujemo presejalnih programov. Ne vem, koliko jih poznate, v Sloveniji so 3, to so Svit, Zora in Dora. Program Svit je preventivni zdravstveni program, ki je namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju predrakavih sprememb in raka na debelem črevesju.
in vključuje moške in ženske med 50 in 74 letom starosti, izvaja pa se na vsake 2 leti. Tukaj je zelo pomembno, da se jih udeležujete, ker tudi rak črevesja se zelo velikokrat najde v zgodnjem stadiju in je zelo lepo tudi ozdravljiv. Potem je Zora. Zora je pač le za ženske, stare med 20 in 64 letom. Se pravi, vsaka ženska, ki 3 leta ni opravila pregleda z odvzemom brisa na materničnem vratu, dobi na dom pisno vabilo na pregled. Ker pač rak na materničnem vratu raste zelo počasi, se v teh 3 letih je skoraj vedno moč najti še v omejeni obliki raka. Zdaj, rak na materničnem vratu bi želeli skozi leta tudi nekako izkoreniniti, zato imamo tudi po novem cepljenje, ki ga že pač nekaj let izvajamo. Od zdaj naprej ne samo v 6. razredu se začne pri puncah, zaenkrat pri puncah, v bistvu so pa začeli zdaj tudi s fanti, ker fantje so prenašalci, punce pa več ali manj zbolijo. No, potem je pa še ta 3. program Dora. To so pa vključene vse ženske med 50 in 69 letom v Sloveniji, ki jih na vsake 2 leti tudi vabijo na mamografijo oziroma na rentgensko slikanje dojk. Ženske res večina zbolevajo med temi leti, ne? Ampak dejstvo pa je, da zbolevamo tudi ženske, ki smo mlajše kot 50 let in tiste, ki so še veliko več je takih, ki so starejše kot 70 let. Zdaj, v bodoče se dela na tem, da se bo slikalo tudi ženske do 74. leta, potem v prihodnosti pa upamo tudi, da že 5 let mlajše. Zdaj, ker recimo tiste ženske pademo ven iz tega programa, ne, je zelo pomembno redno mesečno samopregledovanje. Europa Dona je tudi zato razvila eno aplikacijo, reče se ji Breast Test, se pravi BREST test. BREAST. Ja, ki je obenem tudi menstrualni koledarček, no, in nas vsak mesec opomne, kdaj se moramo samopregledovati in tudi kako se moramo samopregledovati. Zdaj, samopregledovanje pri dojkah ni samo to, da se malo potipamo, ne, ampak si je treba res sistematsko vzeti čas. Pri ženskah v času menstrualnih ženskah je tako, da si najlažje, vsaj tako jaz delam tudi, to je priporočilo ene zelo dobre ginekologinje, da se dojka razdeli lepo na 4 dele, ne, kakor kvadranti pri krogu, in da se vsak kvadrant posebej pretipa, nujno s 3 prsti, če z 2 ali z enim se tista bulica hitro lahko izmuzne. Potrebno je tudi okrog bradavice in biti kar temeljit pri pregledu, ne sme pa pregled boleti. Potrebno se je potipati tudi, če je bilo kakšna sprememba, se pravi pomarančasta koža, ali pride do kakšne rdečice, vročice, ali je tukaj mogoče kakšen izcedek. Nujno je treba pogledati tudi podpazdušne bezgavke, ker včasih gre tudi za kakšne netipne rake, ki se potem izkaže sprememba šele v podpazduhi, se pravi, takrat je kakšna bezgavka že pozitivna. Zdaj, zelo pomembno je to zgodnja najdba raka dojk, zaradi tega, ker od tega je tudi odvisno preživetje. Zdaj, če se najde v omejenem stadiju, ki je še na dojki, potem je to preživetje tam okrog 90%, se pravi, so res lepe možnosti preživetja, ampak na žalost kljub Dori, ki je se pravi v tem polletju od januarja do konca junija, smo ravno včeraj dobili poročilo, je bil obisk kar 75%, se pravi res dober obisk, še vedno pa se da narediti več. Glih zato, ker cilj tega je pač, da je rak najden zgodaj, rak dojk. Na žalost pa je še vedno okrog 40% vseh rakov dojk najdenih, ko je ta že v bezgavkah. Se pravi, ne dovolj zgodaj, ne. In zato se pač borimo k tem, ne. Mi res že ženske Europa Dona kot združenje
poučujemo, se pravi punce že v srednjih šolah, kako se naj samo pregledujejo, da to res postane njihov način življenja. Sekunda. Tako, zdaj pa nekaj še malega o Evropi Doni. Europa Dona deluje na evropskem. Aha, nekdo je dvignil roko. Jaz že večkrat. Aha, pardon. Ker sem smatrala, da bom lahko kaj vprašala. Ja, kar, seveda, izvolite. Vi me kar zmotite, ker nisem videla. Jaz pa imam še kakšno vprašanje, ker sem delala raziskavo pred tem intervjujem oziroma predavanjem. Malo bode v oči mogoče to, da skozi govorimo samo, da obstaja rak dojk samo pri ženski. Obstaja tudi moški in rak dojka, ne? Vemo, da dečki do pubertete čisto tako kot deklice imajo majhno količino tkiva dojk in zaradi ženskih hormonov, ki se tvorijo v jajčnikih, se potem razvijajo izvodi in na koncu kanali oziroma kanalov pa se tvorijo lobule. Pri dečkih, če imajo nizko raven testosterona, a ne, pa lahko pride do gine, mi pomagate? Kako se ne vem. Ginekomastije, ne poznate? Ne. In govorijo ljudje samo, da so to povečane moške prsi. To ni res. Lahko tudi moški ima ta isti rak kot ženska, rak dojk. Ne? Ja, to je res. Je pa res, da rak dojk pri moškem je velikokrat povezan z do tega bi še prišla drugače kasneje, je povezan z genetskimi mutacijami in je značilno, da se pri dosti starejših moških pojavi rak dojk, pri mlajših pa ne. Tako da tukaj je res, tukaj je ena taka težava, da moški sploh ne vejo, da imajo lahko raka dojk. In zato vedno govorimo ženskam, da morajo tudi svoje moške malo o tem poučiti, sploh če imajo veliko raka v družini. Ne. Zdaj, ko sem govorila o letu 2019, je v tistem letu zbolelo kar 15 moških, ker sicer jih zboli okoli 10. Ne. Tako da, ampak sem brala, ne? Skozi se vrti ta številka pri nas, no, 8 do 12, 13 recimo, no. Je pa res, no, da to je res v starejših letih, ni to povezano pri teh mlajših fantih, ko v puberteti, ko se jim dojke malo povečajo, pa to ni povezano. Tako da to rata bolj kasneje, no, in res je, da je tudi umrljivost pri moških kar velika, zaradi tega, ker enostavno se tega ne zavedajo in je velikokrat najdeno prepozno, ne. Tako. Pa imela sem še to vprašanje, SLORA, to je register raka za Slovenijo. Ja, tako. Me zanima, a ste te številke velike govorili o vseh splošnih rakih, se pravi, da je zraven pljučni rak, rak želodca, rak na jetrih, debelo črevo, danka. 16,000 ljudi zboli za vsem rakom, ja, medtem ko 1580 je bilo leta 2019 je bilo za rakom dojke. To sem tudi jaz na NIJZ strani našla, ja. Zdaj, ta porast mogoče se je pokazal, ker se je v Sloveniji pa po svetu se je pač razglasila, da je epidemija gripe, ne bom jo imenovala s C-jem, ampak epidemija raka pa je obsežnejša. Ona je menda bolj nevarna in bolj obsežna kot AIDS, umrlost zaradi raka. Malarija in tuberkuloza skupaj, ne. Meni so te podatki grozni in je res velik, po mojem, zdravstveni problem družbe tole. Predvsem v bistvu je rečeno, da bi nekje do 50% raka lahko sploh ne bilo, vkolikor bi lepo in nekako nestresno in zdravo živeli. Kot vemo, je prvi dejavnik, zakaj pride do raka, vzrok raka je negibanje. Potem je kajenje, ampak do tega bomo še prišli, no. Vsekakor bi pa rekla, da se ogromno dela na tem, kako se zdravi raka, recimo vedno več zdravil je, vedno več dobrih zdravil je, tarčni, biološki, mislim, to res veliko delajo na tem in se pa številke res višajo, ne. Če recimo pogledamo leta 2013, ko sem zbolela jaz, je za rakom dojk zbolelo okrog 1300 žensk,
Ne, zdaj 2019, to je 5-6 let kasneje, ker kasneje še nimamo podatkov iz Sloraja, je pa že skoraj 1600. Ne. In to je ta razlika, ne, in če je leta, ne vem, 2000 zbolelo okoli 1000 žensk, ne, je zdaj že skoraj 1600. Ne. Tako se dviguje, ne, prav tako linearno gre gor. Ne, in vsekakor je pač težava, ampak spet po drugi strani, ne, če pa pogledamo, kako sem se jaz zdravila leta 2013, pa kako se zdravijo zdaj, je pa tukaj so že nova zdravila, recimo za mojo vrsto, katero sem jaz imela, ker je bila pač ena najhujših in takšna, ki se ni dala z ničemer zdraviti, kakor s kemoterapijo. So pa zdaj že tukaj dodatna tarčna zdravila, ki pač res omejujejo in veliko izboljšujejo možnosti preživetja. Ne. Tako da ja, se veliko dela na tem, ne, tudi pri raku slinavke so zdaj dosti boljši uspehi, nekaj prej sploh ni bilo, pa recimo rak pljuč, spet odvisno katera, ampak ja, ampak še vedno je tukaj, ne, zgodnje odkrivanje raka je tisto, ki je najbolj pomembno in tudi dejavnik številka 1, kar gledamo pa pod črto za uspeh preživetja. Ne. Ravno to zasledimo, da je 11-letnica umrla za rakom in ne vem, 20-letnica, pa vaš primer pred 30. To ne drži, a ne, da je bolezen starejših in ni pravil, a ne? V bistvu še vedno je to bolezen starejših, ne, za rakom zbolevajo pač ljudje res starejši. Je pa ja, so pa določene vrste raka, ki se pojavljajo tudi pri mlajših, ne. To je sploh levkemija, recimo, ne, kaki raki v možganih, recimo tumorji v možganih. Seveda pride, ne. Tudi poznam zdajle punco, ki je bila 7 let stara, je na rak na slinavki, sicer en tak tumorček, no, ko zaenkrat izgleda, da bo okej. Ampak hočem reči, to so bolj izjeme, na katere pa seveda nujno treba biti tudi pozoren, ker pač to so le otroci, ne, naša prihodnost, ne, na katero Ne, vem za vašo težavo pri sami diagnostiki, ne. Ja, na to bom še tudi prišla. Ja. Da ste premladi, da to pozabite, ni to, ne. A veste, to je tudi... Ja, bom prišla še do tega. Zdaj bom pa še par stvari o Evropi Doni povedala. Se pravi, Evropa Dona, res smo zelo razširjeni in moram reči, da je to združenje, ki lepo raste. Smo pa Slovenija ena od 47 članic pač na evropskem nivoju Evrope Done in vse te članice, 47 nas je, pa imamo pač 10 skupnih ciljev, se pravi, širimo in izmenjujemo informacije o raku dojk v Evropi in na svetu, medtem da Slovenija je pod okrilje leta 2018 ali 2018 vzela tudi ginekološke rake. To smo eni redkih, ne, ponavadi je to ločeno, mi smo pa pač to vzeli okrilje, ker še vedno mislimo pač, da je Evropa Dona pač je pomembno. Vsi raki žensk. Se pravi, obveščamo o bolezni dojk na nacionalnem nivoju, poudarjamo pomen ustreznega pregledovanja pa zgodnjega odkrivanja rak, prizadevamo si za najboljše zdravljenje, se pravi, tudi sodelujemo z odločevalci, zdravniki in tako naprej. Prizadevamo si tudi za popolno oskrbo med zdravljenjem in posebej tudi po zdravljenju, ker rak, kot vemo, ni več samo pač bolezen telesa, ampak tudi zelo vpliva na življenje med zdravljenjem, posebej pa še pol po zdravljenju. Podpiramo tudi kakovostno strokovno obravnavo, pospešujemo njen razvoj. V bistvu si prizadevamo tudi za dodatno izobraževanje zdravstvenih strokovnjakov, trudimo se za stalno posodabljanje medicinske opreme in skrbimo, da ženske najbolje razumejo vse te predlagane načine zdravljenja, se pravi, če karkoli ne razumejo, smo tam za njih in pomagamo razložiti, zakaj se gre, tudi povezujemo in tako naprej. In pa konec koncev tudi podpiramo raziskave o raku dojk in pri Evropi Doni smo odprli tudi letos, kakor je bilo 25-letnico delovanja, sklad Mojce Senčar, naše dolgoletne predsednice, ki je namenjen raziskavam na tej tematiki raka dojk. Je pa Evropa Dona v bistvu sestavljena iz 3 stebrov, ne, se pravi, eno so te bolnice, ozdravljenke pa svojci,
Drugo je, da se pravi skrbimo za njih, ne? To je pač posvečeno, kakršne koli projekte imamo, se pravi, da jim pomagamo. Potem osveščamo širšo javnost in pa zelo pomembna, kjer tudi sama največ delujem, je pa zagovorništvo. Se pravi, tukaj pa sodelujemo z odločevalci in stroko, ki je zelo pomembno, da je ta stik, tudi kot predsednica recimo Sveta pacientov na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, sem tista vez med bolniki pa med zdravniki, ne, se pravi, kakršnekoli izboljšave si želijo in želimo pacienti, karkoli si želijo pač zdravstvena institucija nam sporočiti, je tukaj en kanal, kjer zelo lepo komuniciramo. Europa Donna Slovenija, sem že rekla, je zelo razširjena. V bistvu imamo novice Europe Donne, ki izidejo 5-krat letno, predavamo po Sloveniji, sem že omenila prej, po različnih šolah, pa tudi po podjetjih, kjer jih učimo samopregledovanjem, razložimo, kako pomembno je zgodnje odkrivanje. Potem tudi svetujemo po telefonu, imamo odprt svetovalni telefon, tudi sama sem na njemu. Enkrat na leto imamo 2-dnevni seminar za članice v Portorožu, letos ga imamo po 3 letih, ker na žalost zaradi korone prej ni bilo možno. Vsak mesec oktober, mislim, da vidite, oziroma ne vidite, ampak slišite in mislim, da se res veliko govori o rožnatem oktobru, se pravi mesecu boja proti raku na dojkah. Zelo si želimo to razširiti, vedenje in zavest o tem, kako pomembno je zdravje žensk, pa tudi moških, kakor smo prej se pogovarjali, niso samo ženske, tukaj pa niso samo ženski raki, ampak so tudi moški. Je tukaj res veliko še treba narediti, se pravi, če zdaj rožnati oktober, je pa potem mesec november, ki je pa mesec moških rakov, ne, in se pravi, tam tudi pomagamo, Europa Donna tudi sodeluje z njimi, ne, ampak je pa res, da je pa naš fokus, no, posebej bolj na ženskih rakih in seveda tudi poudarjamo to, poznamo tudi moške, čeprav se zelo redko radi razkrivajo o tem, da so zboleli za rakom na dojkah, no. Na žalost je to še vedno tabu, tako kakor je bil tabu kot rak dojk pred, ne vem, še 10, 20, 30 let nazaj, ne, ko je veljal, da je mogoče si kužen, če si zbolel za rakom na dojkah. To je bila neka sramota, ne, zdaj pa več, ko se govori o tem, bolj se tej tabuji rušijo, no. Saj ta odzivnost moških, kaj neodzivnost v bistvu najbrž je njihova smrtnost zato toliko večja, ker ženske, na Gorenjskem sem gledala spet na NIJZ-ju, ne, so najbolj, se pravi, do sebe, najbolj se imajo zgleda rade, kaj, da se vsakič na dobro odzovejo. Ne vem, 77% v letu 2019 sem lahko videla, ne. Ja, one so bile najbolj, ja. Ja, one so bile najbolj odzivne. Ja, mislim, da. Mislim, to je čisto odvisno, veste, tudi recimo tej manjši kraji, ko so, je to tudi odvisno, koliko je zbolevnosti, koliko je tam žensk, koliko recimo tudi širijo to vest, ne, recimo koliko je poznanstev. Veliko je teh dejavnikov, ki pač vplivajo na to, ali se kdo bo udeležil ali ne. Dejstvo pa je, da obisk Dore vsako leto raste in to je najpomembnejše, ne, da trend gre na gor, ne. Zdaj, več kot to, vedno lahko naredimo več, ampak na koncu smo mi tisti, ki naredimo lahko največ za sebe, ne. Ja, zato ker najbrž pri vseh rakih je najbolj pomembno pravočasno odkriti ga, a ne? Tako, in to je bistven pomen za te boljše možnosti, da se ti povečajo, da ozdraviš. In to bi rada s to oddajo, da ljudje slišijo in da malo to ponotranijo in da se začnejo tipati, če se nisi z ničem rodil, pa poglejmo, kaj je to, se nisi hipohondr zaradi tega, ne? To je to. Zdaj, vsako spremembo je treba resno vzeti, ne, ne samo na dojkah, na splošno, ne, ker sami sebe najbolj poznamo. Ja, potrpi, ja ne moreš, če imaš na obrazu en flek, to ne pomeni, da te je zaradi sonca samo pigmentacija druga, mogoče gre za kožnega raka, ne?
Tako je. In je treba kar takoj k zdravniku, ker dobro vemo, Ja. da so tudi vrste take, ne, čakalne dobe in prej, ko se boste naročili, prej boste na vrsti, tudi če boste rekli, joj, kaj 3 mesece, pol leta nam na vrsti, lejte, pa boste čez pol leta. Pejte, naročite se, dajte pogledati, To. vse je treba biti Da. pozoren. Starejši, ko smo, Poprosti, več ja. možnosti imamo. Nažalost je tako, da rak tak deluje, da imamo v sebi ene takšne zadevce, ki popravljajo celice, ki se delijo, in te popravljalni mehanizmi z leta v leto pešajo in vedno več, ko se celice delijo in nastanejo te napake, iz katerih potem ratajo raki, so vedno manj pod nadzorom. Zaradi tega je to pač bolezen starejših in je pomembno, da smo pozorni, no. Bi se mogoče vrnila nazaj, kaj Europa Donna dela, no. Res smo povezani veliko z bolnicami, no, imamo tudi različne sekcije, se pravi, ki se združujejo med sabo, to so mlade bolnice, potem so ženske z raki rodil in ženske z napredovalnimi raki dojk. Imamo posebej program za gibanje in šport, ker vemo, da je to pač zelo pomembno. Imamo tudi različne skupine v Posavju, Bohinju, pa v Savinjski dolini in pa podružnica Obalno-kraška je zelo aktivna, pa Slovenska Bistrica. Pomembno je, da imamo skozi stik ali prek Zooma ali v živo, organiziramo različne telesne dejavnosti, nudimo bolnicam, našim članicam, kar je zelo pomembno, tudi finančno pomoč, psihološko pomoč in pa pravno pomoč, vse brezplačno. In pa imamo te možnosti, da se udeležujemo mednarodnih konferenc, kjer res vidimo, kaj vse se še dogaja na trgu, katera nova zdravila so, tako da smo s tem soočeni in v bistvu lahko delimo to znanje naprej. In pa tudi vedno smo nekako vpeti v to, recimo ali onkološki naredi kakšne zgibanke, pa jih lahko mi pregledamo, preden gre ven, pa sami izdamo cel kup zgibank, no, tako da delamo na tem, no, da smo čim bolj blizu bolnicam in da jim znamo na lep način razložiti, no. To je v bistvu na grobo to, kar dela Europa Donna. Letos sem že omenila, obeležujemo 25-letnico delovanja, zato smo že v septembru začeli s kavicami z Europa Donno, kjer smo obiskali 25 mest. Res smo si želeli po tem koronskem času se spet srečati z našim bolnicam, ki so prej lahko samo poklicale ali pa pisale nekako v pisarno. Mislim, se veste, to zdaj je bilo res tako hecno obdobje, no. Na onkološkem je še vedno na žalost zelo zaostreno, ne, pač pridejo svojci, na žalost ne morejo iti z bolnikom notri, res je omejen ta obisk onkološkega, kar je prav, zaradi tega, ker če pride do korone, se lahko po celi oddelki zaprejo in do tega tudi na žalost še vedno prihaja, no. Tako da ja, sem malo zatavala, ampak tele kavice, ko smo imeli, no, so bile zelo dobrodošle, da smo se spet med seboj nekako povezali, da so ženske spet nekako prišle, ker na žalost, ko sem rekla, ne, Slora je izdal za leto 2019, za leto 2020 še nimamo podatkov, tako da niti ne vemo čisto točno, kakšne so posledice korone, ampak vsekakor obisk do osebnih zdravnikov je bil omejen. Še vedno nekako tako delujejo, se mi zdi, no, da zato, da če slučajno ne boste mogli priti do osebnih zdravnikov v primeru bilo kakšne spremembe na telesu, dajte se potruditi, pokličite, pišite maile, odvisno kako se oni javljajo, ampak načeloma je na koncu tako, da se morajo javiti, ne se zadovoljiti s tem, zdravnik se ni javil, pač to je to, ne. Nujno treba biti vztrajen. Vse to bom pa pol povedala tudi mojo zgodbo. Ravno sem hotela reči, da ko ste rekli na grobo o Doni, sem povedala, jaz bi pa zdaj še udaril Molana, ne? Ja, no zdaj bi pa še to malo povedala, no. Človek, ki je kar zdravstveno stanje vas ni ohromilo, ne? Ampak vas je prebudilo, ste nekje v enem intervjuju rekli, ne? Drugi dan ste začeli pisati bloge. In potem 2015 ste izdali svojo knjigo. Pa prosim, kar povejte še o tem kaj. Hvala. Ja, jaz
ko sem bila stara 30 let, sem rodila hčerko. In že od nosečnosti sem bila samska mamica. In nekako moram reči, da so se moje življenje v tistem trenutku res se nekako porušile, so se tiste sanje o tisti srečni družini, ker naenkrat sem bila samska mamica, živela pri starših. Ko je bila hčerka stara 2 meseca pa pol, sem diplomirala, sem univerzitetna diplomirana inženirka elektrotehnike. Ampak sem bila brezposelna, seveda, ker sem ravnokar diplomirala. In moram res reči, da ko sem se na koncu porodniškega dopusta sestavljala končno spet, pa rekla, zdaj bom šla pa lepo eno službo najdla, si bom na novo zgradila neko življenje, vse hujš, kot to itak ne more biti, ne. No, takrat sem pa enega večera, pa hčerka je bila stara 10 mesecev, ko sem v levi dojki začutila bulico. Zdaj ta bulica je bila tako res trda, jaz še res nisem v življenju si predstavljala, da je lahko v dojkah nekaj tako trdega. Čeprav sem v bistvu pri 20 letih, ko smo bili na enem zdravniškem pregledu, tipala te dojke s tumorji noter, no, sem se v tistem trenutku mogoče spomnila na to in se ustrašila in takoj sem šla do mami. Mami je pač patronažna sestra, diplomirana medicinska sestra. In ko ona zatipala to bulico, je rekla, pa ne, pa se verjetno ni to nič takega. Ona me je hotela potolažiti, v bistvu pa celo noč ni spala, ne. Je pa res, sem takoj naslednji dan, vzela sem to res zares, sem šla do svojega ginekologa, ker se poznamo, me je takoj sprejel, pogledal bulico pod ultrazvokom, je rekel, no, to je 0,8 velika bulica, še ne 1 centimeter, je rekel, to, če ste zatipali šele včeraj, je rekel, pol sigurno ni nič strašnega, ker če je tako hitro raslo, je to 100% vodna cista. Pa sem rekla, okej, v redu, je rekel, pa to tako lepo izgleda, črna je, lepi robovi, premikajoča, ne, to je tipično za vodne ciste. In mi je dal napotnico. Napotnico sem odnesla v našo ambulanto za bolezni dojk v Brežicah, jaz sem drugače iz Krškega. In tisti datum sem imela en tak veliki stenski koledar, sem si zapisala, obkrožila gor, takrat imam pregled. In ko sem jaz tisti dan prišla, to je bilo čez kak mesec, na pregled, ni bilo v čakalnici nobenega. Pol je prišla ena medicinska sestra, sem rekla, je rekla, kaj pa delate tukaj? Sem rekla, pregled imam. Pa je rekla, a danes pa že nimate pregleda, ker danes pa ni zdravnika. Sem rekla, ampak če imam napisano na vabilo. Pa je rekla, to ste se sigurno zmotili. Jaz imam to vabilo še zdaj, pa se nisem zmotila, ne. Pač prišlo je do človeške napake. In ker je bilo poletje, je ona rekla, no, saj, zakaj ste pa v bistvu sploh prišli? Pa sem rekla, ja, bulico imam. Ja, pa ste že bili na pregledu pri ginekologu? Sem rekla, sem bila. In kaj je rekel? Da je verjetno vodna bulica. Ginekologi itak to vse skupaj poznajo. Če je on to rekel, je sigurno, tako da brez veze, da sploh še hodite. Pa sem rekla, dobro, je rekla, kaj vam dam napotnico nazaj ali vas naročim še enkrat? Sem rekla, dajte me naročiti še enkrat. Pa rekla, zdaj imamo dopuste, tako da čez 2 meseca se vrnemo. In sem rekla, okej, v redu, ne. In jaz prijem domov in ta bulica kar rasla, vedno večja je bila. Tako da sem še enkrat šla k ginekologu. Pa je on spet pogledal pa rekel, no, zdaj pa že 2 centimetra velika. Je rekel, ampak jaz to garantiram na svoje 30-letne izkušnje, to že ni rak, to je vodna cista. Pa mi je dal vseeno še eno napotnico, ko sem ga prosila, ker sem rekla, da v Brežicah ne delajo, in sem jo odnesla v Novo mesto. No, tam so pa zelo hitro to zares vzdeli in me v manj kot roku enega tedna naročili. Sem prišla na pregled, je zdravnica naredila takoj punkcijo, to je bil četrtek. V ponedeljek zjutraj, ko sem prišla s hčerko, ko smo vozičkale domov, me je čakalo 7 neodgovorjenih klicev, mislim ali 6, se več ne spomnim, meni neznane številke, in ko sem jaz to poklicala, so se čisto panični oglasili v zdravstvenem domu Novo mesto, da me zdravnica kliče, da kje sem, da me ne more dobiti. Sem rekla, kaj pa narobe? Ja, vas bo poklicala. In me res pokliče, prav videlo se, tako slišalo se je, ne. Itak sem vedela, nekaj ne more biti v redu, no. Je rekla, prosim, če lahko pridete popoldan v mojo ambulanto.
Sem rekla v redu in prekinila in pol je meni tako v pol ure, se mi je cela zmešnjava naredila res v glavi. To res tisti občutki, ko ne veš, ko veš, da se nekaj dogaja, pa ne veš, kaj je, so v vsej zadevi, ko sem se zdravila, bili najhujši. No in sem jo vseeno potem poklicala nazaj, sem jo prosila, sem rekla, jaz do popoldneva ne bom zdržala, prosim, povejte mi, kaj je narobe. Je rekla, ni dobro, rak je. In to je bilo za mene en tak šok, takoj sem šla do Atija v dnevno sobo, sem samo odprla vrata, sem rekla, rak je. In sem zaprla, ker nisem mogla čakati njegove reakcije, res, to je bilo res rak pri 30-ih, kdo pa zboli pri 30-ih za rakom? Pa še samska mamica sem bila, kar naenkrat se mi je zavihtel vse po glavi, kaj bo zdaj s hčerko, kdo bo pazil na njo, kaj se bo z njo zgodilo. Jo bo sploh lahko kdo imel tokrat? To so bile res taka vprašanja, ful težka. In pol smo res z mami, smo šle popoldan zdravnici, mi je razložila, da gre verjetno kar za eno vrsto raka, ki se je na koncu izkazala, da ni ta rak. Da je poslala vse moje zadeve z napotnico ured na Onkološki inštitut, da bo naslednji dan tam. In potem smo šle domov. Jaz sem šla kar zadaj za hišo in kar nisem vedela sploh, kaj naj, telefoni so zvonili, nisem vedela sploh, že tretjič, četrtič sem razlagala isto zgodbo, kaj se je zgodilo, razburjena, pa pride hčerka Ela Emi, priplazi do mene, še ni hodila in se začne jokati, mama, in sem rekla, nič jaz to ne morem na tak način delovati, ne morem se ukvarjati z drugimi ljudmi, Bog ve, kaj se je z mano zgodilo, jaz rabim zdaj čas za njo. In v tistem trenutku sem se odločila, da bom začela pisati blog, kaj se z mano dogaja, ker res imamo veliko sorodnikov, veliko imam prijateljev. Sem rekla, bom to pisala, pa bojo ljudje lepo prebrali in pol, ko se bomo mi pogovarjali med sabo, se bomo pogovarjali samo še o tem, kaj se je njim zgodilo, kakšen dan je bil, ne bom rabila 10-krat, 20-krat razlagati ene in iste zgodbe. Jaz sem takrat dobila tako moč, tak zagon, tisti šok je kar naenkrat minil, ampak še vedno me je bilo strah, kaj bo. In potem sem takoj v bistvu naslednji dan, poklicala sem ginekologinjo, ki jo pač poznamo, ki je tudi predsednica združenja za boj proti raku, se tako reče, pač tega posavskega in obsoteljskega združenja. Je rekla, prid takoj zjutraj, bomo še enkrat pogledali pod ultrazvokom in bom napisala napotnico še eno. In res se grem tam, z mami me je peljala, jaz se nisem upala peljati, res ne, nisem upala voziti. In pogleda mi, da napotnico pod nujno in me z mami kar direktivo na Onkološki inštitut, takrat se je to dalo, zdaj se ne da noter prijeti kar tako, sem šla pred triažo, sem dala vse papirje, sem rekla, sem rekla, dober dan, jaz sem stara 30 let, včeraj sem izvedela, da imam raka na dojkah, sem samska mamica enoletne hčerke, prosim, pomagajte mi, ker jaz ne grem domov, dokler me ne boste vzeli. In res je, sem rekla, leta tam, na kup pošte sem pokazala, sem rekla, leta tam je moja napotnica iz Novega mesta, tle imam še eno iz Sevnice, sem rekla, pomagajte mi, prosim. In res je bil takrat tam en kirurg, ki me je zelo resno vzel in od tistega trenutka naprej moram reči, da sem se počutila varno, ker tisti občutki, ko ti vsi govorijo, to ni rak, to ni nič, pa nekaj tak trga raste od tebe, to je tako težko in potem res, ko ti nekdo reče, zdaj ste pol leta naši. Naročil sem vas tukaj, postopek zdravljenja gre zdaj naprej in res sem malo je bilo težko še čakati na operacijo, no, sem mogla 3 tedne čakati. In ko me operirajo, je bil rak veliki že skoraj 3 centimetre, se pravi od 0,8 na 3 centimetre, imela sem res neverjetno ogromno srečo, da pri tako agresivnem raku, ki se je izkazal, šlo je namreč za trojno negativnega raka, ki so sploh pri tako mladih res agresivni. In večino tistih punc, ko je tisti čas, podoben čas bolelo kot jaz, ni več med nami. To je šlo za zelo mlade punce,
zelo mlade mamice, mlajše kot jaz. In moram reči, da sem imela res veliko srečo, da so bile bezgavke čiste. Nekdo me je varoval. In čakalo me je operacija, čakalo me je 8 kemoterapij, šla sem na genetsko svetovanje, kjer smo odkrili, da imam genetsko mutacijo, BRCA1 se tem reče. Nima veliko ljudi to genetsko mutacijo, no, ampak genetskih mutacij je vedno več žensk, ki pač najdemo neke vzroke bolezni. Takoj takrat so potem mi povedali, da imam več kot 90% možnost, da še enkrat zbolim za rakom na dojkah. Zato so predlagali preventivno odstranitev, naredila sem preventivno mastektomijo z rekonstrukcijo. Jaz sem v tistem trenutku vedela, da je to za mene mačji kašelj, ker tisti, ko doživi raka, se mu nič takega ne zdi odstranitev dojk, samo da boš lahko živel. Kemoterapije so bile težke, ful so bile težke. Zdaj niso več tako težke, zdaj jih razdelijo, zdaj res pacientu toliko bolj omogočijo, da ima boljšo kakovost življenja. Nekateri sploh nimajo reakcij, nekateri pa še vedno imajo, včasih so imeli eni še bolj, jaz sem imela res hude reakcije, tako da se spomnim, mislim, da je bila 3. ali 2. kemoterapija, ko je bilo tako hudo, tako me je bolelo vse, da sem ponoči, ko me je mami prišla pogledat, sem jo prosila, če se lahko leže zraven mene, da ne bom sama umrla. Tako je bilo hudo, res. Mogla sem iti na WC, pa se nisem mogla vstati, tako je bilo hudo. Ampak je minilo, prišlo je jutro in moram reči, da tiste 2-3 dni po kemoterapiji, ko je bilo hudo, ko je prišel 4. dan, ne, na vsake 2 tedna sem imela kemoterapijo, sem rekla, tisti 4. dan, ko je prišel, jaz sem pela od sreče, sem se usedla v avto, spet sem lahko hčerko peljala v vrtec. Ja, kar povejte. Jaz se opravičujem, jaz sem vedela, da bom jokala, ampak sem mislila, ker ste tokrat že govornica bila, da pa vi ne boste, ampak vam vidim v očeh, da vsakič je največ tako. Ja, mislim, te spomini so itak še ful živi, ne, čeprav mislim, jaz se zavedam, kako srečo imam, da sem živa, zato tudi tako rada povem to zgodbo, zaradi tega, ker vem, da morate vedeti, da 10 let nazaj se je meni življenje res zrušilo, ampak sem ga postavila nazaj in je zdaj zelo, zelo, zelo lepo. To hočem povedati, da kakorkoli je včasih težko, pridejo lepi časi in treba je preživeti te težke čase. Ja, kar izvolite, gospa Slavica. Se slišimo? Ja, se slišimo. Ja, jaz zdaj, ko ste govorila o teh trenutkih, da sem si čisto spucala solzne kanale, to je dejstvo, ampak druga stvar je, jaz 26 let nazaj sem se, bom zdaj povrnila, v bistvu, jaz sem v tem času oslepela, moja dobra kolegica pa zbolela z rakom na dojki, obe sva imela otroke v bistvu, ki ni bil noben starejši od 10 let, ne. Tako da, tako podoživljam z vami vse to, tudi moja kolegica takrat popolno rekonstrukcijo in tako naprej. Zdaj me pa nekaj zanima, njene hčere, v bistvu morajo neprestano zdaj hoditi na kontrole, a ne? Zdaj jaz sicer ne vem, je ta gen bil tudi pri njej odkrit, to ne vem, ampak je ta dednost verjetno kar precejšnja, a ne? Če še mogoče... Ja, je. Nikoli ne preskakuje generacij, se pravi, ko sem izvedela jaz, da imam raka, da imam to BRCA1 genetsko mutacijo, smo vedeli, da mora nekdo od mojih staršev imeti, vedeli smo, da je moja mami, ker pač njena teta je bila pač tudi točno v tistem času testirana, no, tako da je ona dobila ta rezultat in potem, ker teh pač podtipov je zelo veliko BRCA1 in so me točno na ta določen podtip, smo vedeli pač, da je ona tudi pozitivna. So pa takoj testirali tudi vse moje sorodnike, se pravi mojega brata, vse sestrične po mamini strani in k sreči je bilo tako, da v bistvu smo pozitivne samo jaz pa ona, moja mami. Kar se pa hčerke tiče, pa se bo lahko testirala šele, ko bo 18. Se mi pa zdi pravilno, če je obremenitev ali pa ne,
če je nekdo tako mlad zbolel, kot ste vi oziroma vaša kolegica, je pomembno, da se tudi otroke pač pregleduje. Moje mnenje. Zaradi tega, ker nikoli ne veš, vseh genetskih mutacij se ne pozna, ona lahko tudi da ima genetsko mutacijo, to je drugače prav po protokolu, se pravi, da se tudi otroke pregleduje, no, testirajo se pa potem od 18. leta naprej lahko. Tako da jaz pri hčerki še pač je ne moramo je še testirati. No, sem ji pa pač razložila, točno ve, zakaj se gre. Mogoče celo malo preslabo razložila, ker je zadnjič, kako leto nazaj rekla, mami, se itak je vseeno, karkoli se bo zgodilo, jaz bom itak tudi zbolela za rakom, vse, ker ne, to pa res ne, tako da smo pol se pogovarjali še malo več o tem. No, otroci zelo po svoje to predstavljajo, včasih se težko z njimi pogovarjati. Imamo tudi pri Evropi Doni vsako leto v navezi s hospicom tabor za otroke ozdravljenk, tako da se o tem tudi veliko pogovarjajo, da vidijo, da niso sami, se otroci med seboj dobijo, itak glavnega žurajo, pa hodijo ob 3 zjutraj spat, ne, čeprav je mogli že ob 11. Pa zelo veliko se pogovarjajo na ta način, no, kaj to pomeni, kaj je rak, spet o tem, ne, kaj so doživljali med zdravljenjem, kaj po zdravljenju. Zdaj moja hčerka bila 1 leto stara, nje to ni toliko prizadelo, ne, ker se ne spomne več tega. Zdaj mi bolj reče, mami, koliko si bila ti hecna, ampak takrat, ko sem se jaz zabrila, malo pred drugo kemoterapijo, ko sem prišla domov, ko nisem vedela, kako bo reagirala, je bilo pa takoj, mami, takoj me je prepoznala, z lasi ali brez, jaz sem bila pač njena mama in meni je to res ogromno pomenilo. No. Sem pa prej rekla, no, da če nadaljujem svojo zgodbo, no, pol, ko je v bistvu bilo vse za mano, kemoterapije, ko sem vedela, da me čaka preventivna mastektomija, takrat se je pa tudi moja mami končno, ona je pač patronažna sestra, sem omenila, ampak je privat. In ona tudi ob nedeljah hodi k pacientom. To je ni, da ni res, ona živi za ta poklic. Bi že 2 leti mogla biti v penziji, pa še kar dela. In ona si ni mogla nikoli časa vzeti za preventivno odstranitev jajčnikov, ona je šla na vse preglede, vse je bilo okej. In potem dan pred božičnim večerom se ona odloči, ja, takrat bom jaz šla in takrat je bila operirana. In me kliče po operaciji na božični večer. Se javim, jaz sem že kuhala večerjo, pa reče, nekaj ni v redu. Nekaj mi nočejo povedati in ji niso hoteli povedati, ampak oni, ko so njo odprli, čeprav so vsi ultrazvoki, markerji, vse pokazali, da je v redu, je bilo že 6 cm raka v njenem jecevodu. Tako da pol leto po moji diagnozi, pa še malo, je šla moja mami skozi isto zgodbo, se pravi, to je rak jajčnikov. Tudi ona je imela 6 kemoterapij, pač celotno odstranitev vseh rodil, ampak takrat je rekel njen ginekolog, je rekel, zahvalite se hčerki, ker vam je rešila življenje, ker rak jajčnikov se ne najde se ponavadi, ko je res že prepozno, ko že kje metastazira, ko pride do kakšnega takega organa, kjer boli, zelo malih je najdenih v tem začetnem stadiju, kakor je bilo to pri njej. Mene so pa tudi, ko je ona zbolela, sem jaz takoj, so se mi povišale možnosti tudi za raka na jajčniku, pač brca je genetska mutacija, ki nas ščiti dojk in jajčnikov pred rakom. Tako da sem mogla pol v štartu odstraniti jajcevode. Zdaj, kakor sem stara 40, moram pa odstraniti še jajčnike, no, tako da to se pa zdaj dogovarjamo, to pa upam, da bo moja zadnja operacija, no. Tako da smo kar imeli, no, moram reči, da sem se našla v vlogi bolnika in svojca konec koncev in mislim, da sta obe vloge so kar zahtevne, no. Kar povejte. Rada bi, da vi poveste kot avtorica knjige Vem, da zmoreš, Darja, da je blog bil začetek te knjige, v bistvu skupek blogov je šel v knjigo skupaj z drugim delom, ki sem ga jaz poimenovala strokovni del, kajti tam notri najdemo različne članke različnih strokovnjakinj, ki ste jih vi srečevali, a ne? In jaz se strinjam, tako kot je bilo v nekaterih intervjujih zaslediti, da ta vaša knjiga je v bistvu kot vodnik od 0. dne raka
ko se človek, ženska, moški, ni važno, sreča z diagnozo. Ja. To morate povedati, prosim. Bom povedala. No, po svoji zadnji operaciji, to je bila rekonstrukcija, se pravi zamenjava ekspandrov, ki ti jih dajo od dojke, potem z silikonskimi vsadki. Takrat, to je bila moja 4. operacija, takrat sem rekla, kaj pa zdaj? No, zdaj bom pa jaz izdala knjigo. Jaz sem res od drugega dne naprej sem pisala bloge, tako kot sem že na začetku omenila, po vsaki kemoterapiji. Včasih sem bila res toliko zadeta, da so komi držali tisti računalnik, kar res, mislim, to ti dajo ogromno enih pomirjeval pa vsega noter v kemoterapijo. Da včasih se mami prav jezila na mene, pa dej nehi, ne, ampak jaz sem mogla, ker zakaj? Ta blog je bil na začetku res za mene, zato da sem dala to ven, da sem imela čas za hčerko, pa je pa prerastel nekaj več. Ljudje, to je bilo toliko enega obiska, ljudje so z mano bili ta boj. To je bilo toliko enih vprašanj, če se nisem isti dan javila, kak je bilo, si v redu, je kaj narobe. V glavnem, res moram reči, da sem toliko enih lepih komentarjev dobila, da na koncu, po zadnji operaciji, sem rekla, zdaj pa jaz izdala knjigo, ker sem rabila en projekt. Jaz sem res človek, ki si je tako želel iti delati po porodniškem dopustu, da mi je bilo res, res, res hudo, da nisem mogla, in potem tiste pol leta mojega zdravljenja, ki naj bi bile, se je pač podaljšal na leto pa pol zaradi te mutacije. In jaz sem rabila res en projekt in sem rekla, izdalam knjigo. Nisem sploh vedela, kako, ampak po zadnji operaciji marca sem rekla, do septembra, ko je moj rojstni dan, bom jaz izdala knjigo. Nisem točno vedela, kaj in kako. Vedela sem, da bojo blogi, pa nekaj še zraven, ampak kaj. Tako da sem se pol odločila v tem času, mogla sem odpreti firmo, pa pridobiti kategorijo invalidnosti, pa cel kup ene administracije. Sem rekla, želim si, da bi vse ženske, ki bojo zbolele, da bojo vzele to knjigo v roke in da bojo občutile vse to, kar sem jaz občutila, in da bojo lahko prebrale vse, kar sem se jaz naučila. Se pravi, jaz sem v knjigo vključila vse moje bloge, do razen ene parih, ki niso imeli smisla, z vsemi tisti lepšimi komentarji, ki sem jih jaz dobila tudi od neznancev, ker sem želela res, da vse ženske to občutijo, ker če so bile namenjene meni, kot neznanki so namenjene tudi njim. Potem sem pa res dodala, ker res sem na tej poti mojega zdravljenja imela eno ogromno srečo, ker je ravno specializirala na Onkološkem inštitutu moja bivša cimra iz časa faksa, tako da mi je res zelo, zelo pomagala, pa tudi kolega je delal v lekarni, on je mešal kemoterapijo mojo in je vedno prišel pogledati. Tako da sem imela to eno zaledje, res ene strokovnosti, ki jih nimajo ostale bolnice. In sem rekla, jaz sem imela res možnost vse te podatke dobiti, ki jih druge ne, zato bom še dodala en strokovni del in sem res ginekologinja, mi je pač napisala članek pač o preventivi, potem pa delu ginekologa, potem je zdravnica, ki je odkrila mojega raka iz ambulante za bolezni dojk, je pisala o pač sekundarnem tem medicini, se pravi o ambulanti za bolezni dojk, se pravi, kdo je upravičen. Takrat še recimo ni bilo Dora, so bile simptomatske ženske, kako prijeti od tam, potem o povrnitvi potnih stroškov, ki je tudi zelo pomembno. Jaz sem imela to srečo, čeprav sem bila brezposelna, sem bila zavarovana za hude bolezni, recimo potem, ko enkrat zboliš, te noben več noče zavarovati, koliko je to pomembno, da se prej zavaruješ. Z psihoonkologinjo, začetnico psihoonkologije, smo naredile intervju, se pravi, ker jaz sem dobila ogromno enih feedbackov, ne samo tistih, ki so me brali kar tako za zabavo recimo, ampak tudi tistih, ko so bile takrat boj ženske, tako da je ogromno enih vprašanj, ki sem jih potem z njo naredila en intervju, pa je tudi vključen noter v knjigo. In na splošno so eni napotki taki, ki mislim, da so bolnicam v pomoč. Je pa res, da ta knjiga je v knjižnicah, mislim, da je okrog 40-50 knjig v knjižnicah, če ne več, ali 80 celo. Imela sem naklado 1000 in to je že pred kar nekaj časa bilo razprodano in nisem šla v ponatisno, ker enostavno se mi zdi, da bi mogla updatati vse te napotke.
sem pa zato delam pri Evropidoni na svetovalnem telefonu, kjer sem se posebej specializirala še za to na vračanje nazaj na delovno mesto, kar se mi zdi zelo pomembno, ker imajo ženske dosti težave, no, ko se vračajo z Vi kategorijo ste zavrnili invalidnosti. 4-urni delovnik, če se... Ja. Jaz sem si želela imeti invalidnost, predvsem zato, ker sem ugotovila, pač, da bom dosti lažje SP. Zato sem pa ohranila 8-urni delovnik, ker sem vedela, da sem kasneje zaposlila v gospodarstvu in tudi sem se, do pred nedavnim sem res delala v Da si gospodarstvu. niste zaprli vrata, ne? Ja, da si ne bi zaprla vrat, tako je. Pa itak, jaz sem bila toliko polna energije, jaz sem si toliko želela delati, da tudi si ne bi želela manj kot za 8 ur delati, ampak treba pa vedeti, da tukaj pride tudi do poznih posledic raka, ne. Tukaj ni samo to, kar se ti zgodi takrat, ampak je tudi leto, 2, 5, 8 zatem, recimo zdaj, koliko je minilo, 6 let, ko sem imela rekonstrukcijo, se mi je začela voda nabirati v sadku, recimo, če preveč gibam, pa to moram na punktiranje hoditi. Pač take stvari so, ne, ker itak A rak je pride. zmeraj v remisiji? Moj rak, mislim, v remisiji lahko tudi tako rečemo, ampak pri meni ni nikjer vidno, da bi še kaj raka bilo. Aha. Tako da hodim na vsake pol leta na Tole? preglede. Ja, kar povejte, gospa Slavica. Jaz zdaj, ko govorite o povratku nazaj na delovno mesto, Ja. jaz sem se včeraj z mojo hčerko pogovarjala, ki je tudi na Onkološkem inštitutu zaposlena, ravno o teh stvareh malo, no, in je rekla, da je nek program za rehabilitacijo celo naj bi obstajal. Zdaj, a je to Ja. samo za raka dojke ali nasploh? Ja, to je zdaj pilotni program bil, sem bila tudi vključena noter, pač kot Evropadona. Najprej je bil testni, se pravi pilotni program za raka na dojkah, razširil se je naprej na rake prebavil. To pomeni, se pravi, da vključuje, mislim, zelo je dobro, no, ampak kar se tiče vračanja nazaj, tukaj se gre za celotno rehabilitacijo, se pravi, da je ena zdravnica oziroma medicinska sestra, ki je stična točka in ona v bistvu potem vse te bolnice, ki so bile v ta program vključene, je naprej v bistvu pošiljala do različnih specialistov, ki so se pravi za bilo kakšno težavo, ko so jo imeli. Zdaj v ta poklicni pilotni program je bila vključena tudi zgodnja poklicna rehabilitacija na Soči, URI Soča, in v bistvu tam so te poklicno rehabilitirali že v času zdravljenja, se pravi, so bili v stiku z delodajalcem, z vami, karkoli se je, pač kakršnakoli bi bila vaša želja, je treba prilagoditi delovno mesto, kako se bomo vračali nazaj na delovno mesto, ali je primerno in ali bo treba iti na poklicno rehabilitacijo v okviru SPIZ-a. To je pa potem, je pa tisti naslednji korak, SPIZ ima pa tukaj možnost poklicne rehabilitacije, kjer se lahko ali izobražuješ, ali financirajo podjetje, v katerem delaš, prilagoditev delovnega mesta s tehničnimi pripomočki ali drugačnimi prilagoditvami. Tako da to je kar taka obširna tematika, no, ki je po eni strani zelo zanimiva, po drugi strani je pa tudi včasih kar malo pretežka za naše bolnice, no, ker ni čisto dovolj sistemsko vodena tako, kakor bi. Že to od samega štarta, recimo, ker sploh, kakor ta bolniška mine, ki je ponovadi okrog enega leta, ne, se ne ve točno, ali se nekaj vrnejo, ali ne grejo, pa pridobijo status invalida, ali je v redu tako, kakor je, ali bi malo na krajši delovni čas šle, pač prek Zavoda za zdravstveno zavarovanje, koliko časa lahko ta bolniška traja in tako, kakor so tukaj osebni zdravniki včasih znajo biti malo težava, ne, ker ne znajo vsega tega dobro razložiti. Tako je pač, so tukaj tudi bolnice, ker so si različne, imamo recimo take, ki bi delale med zdravljenjem, so pa take, ki se zelo težko vračajo nazaj, ker tako, kakor sem rekla, rak nisem bolezen telesa, tudi bolezen pač našega psihičnega dojemanja in tukaj zaradi tega tudi pač prek Evropadone kar nudimo dosti te pomoči, no, kakor je treba, ker včasih nas je res strah, eno leto si doma, boš zmogel, kako bojo ljudje na tebe gledali, kaj če ne boš zmogel, kako bo delodajalec, nas bojo odpustili, ne. Mislim, to so res take kar težke zadeve, no.
spet strah pred ponovno boleznijo, da ponovno zboliš. Itak to je prisotno, tako je na začetku. Jaz sem v času zdravljenja pa še pol, ker recimo nisem imela možnosti hormonske terapije ali pa bioloških zdravil, ker je bil pač moj rak take sorte. Mene je bilo strah vsega, sploh preden sem imela mastektomijo, skozi sem čutila še kakšno bulico, ali če me je glava zabolela, ali če se je kakšna bezgavka povečala. Mislim, to je strah, ki potem z leti nekako. To je že kar fantomska, ne, tista v bistvu občutek, da vedno še nekaj imaš, ne, kot ki ga še vedno nekaj boli, če glih že nima uda mogoče, ne. Ja, tako. Mislim, ker si seznanjen s tem, ne, sploh rak dojkrat metastazira, ne, velikokrat se pač ponikne recimo nekje v telesu in potem pač spet sklije v nekem določenem momentu, ker se je pač kakšna celica pobegnila preko limfe ali pa krvne žile in sploh pri recimo hormonskih rakih se to razširi naprej velikokrat na kakšna pljuča, jetra. Pri teh trojno negativnih, kakor sem jaz imela, se zelo velikokrat gre na možgane, možgansko ovojnico. To so težke zadeve. Ne umreš od raka na dojkah, umreš potem zaradi metastaz, zaradi oddaljenih zasevkov. Se pravi, rak je lahko opozorilo, ne, da človek nekaj spremeni na sebi, da se začne, ne vem, vase malo poglabljati, kaj je na njemu novega ali pa, ne vem, si kaj priznati, kar pravijo. Sem brala ginekologa, ki me je presenetil, to je Vasiljevič, sicer ginekolog, pa tudi zdravnik ob enem tradicionalne kitajske medicine. On pravi, da je rak tudi lahko darilo. Kaj, tako kot ste vi že rekli, je povezano stanje duha z njim, moč raka. Če si ti psihično šibaka, ne, bo on zmagal. Da je tudi enako rekel Nobelovec Steinbeck, ne vem, če ste to zasledili, in da bomo rak imeli za darilo, zato da takrat končno razrešimo neke stare bolečine, da najdemo smisel v življenju, se spomnimo na tiste stvari, ki so res pomembne, uredimo neke odnose, spustimo rušilne, nepotrebne zadeve in se damo novem, pa rečemo temu raku, da bo prijatelj, da misli, da je prijatelj naš in potem ga premagamo. Menda ta Vasiljevič me je res moški, a ne, pa še ne Slovenc, moram poudariti, ker oni imajo, ne, patriarhat, ženska bo že, ne, me je zelo, zelo presenetil, da je vzel bolezen raka za skupek psihično-somatsko bolezen, ne. Ja, sigurno je psihosomatska, no. Mislim, tukaj je treba vedeti, recimo, ne, da odnosi, recimo pri raku, pri naših puncah, ko gledamo, ne, se pravi, recimo partnerski odnosi, tisti, ki so bili slabši, se še poslabšajo, velikokrat razpadejo, tisti, ki so dobri, se pa še izboljšajo. Jaz večkrat rečem, da je tako, recimo, enako je kot pri otroku, ne, se pravi, če otroka dobiš, pa so odnosi slabi, ne, gre to velikokrat na razni in pač obratno, ne, velikokrat pa tudi povežejo. Zdaj, gledano iz tega smisla, ne, ko grejo ženske na razni, je res hudo, ampak na koncu vedno priznajo, da je bilo to dobro, ne. Da je bilo to prav in da so se rešile. Fizični strupi pa psihični strupi, ne. Tako. In tudi recimo, kar se delovnih mest tiče, zelo velika ženske, morate vedeti, itak veste, postavljamo vse druge na prvo mesto razen sebe. Pa tudi moški, včasih. In moram reči, da se potem po tej bolezni, sploh ko se družimo pa to, ker recimo imamo ene par močnih karakterjev, ko znajo povedati, treba za sebe zdaj poskrbeti, smo zbolele, zdaj treba na sebe paziti in tako naprej. In je prav, da v tem duhu potem živimo, ne. Da prvo moramo me biti močne pa poskrbeti za sebe, šele pol lahko za vse ostale poskrbimo, ne. Ker ne, če bomo me propadale, tako pa res ne, ne. In na koncu, ne, tudi če se nam kaj zgodi, če me umremo,
ne umremo sami, ampak umre tudi en del, zelo veliki del, tudi v naših svojcih. Se mi zdi, da slišim tukaj v vaših besedah malo gospe Louise Hay. To ne vem, nisem nikoli knjige prebrala, ampak dejstvo je, da ne zaradi vas, ampak zaradi sebe, ker jaz sem pa tudi že bila na onkološkem, ravno zaradi izcedka iz dojk, ampak sem po 2 letih že nedojenja povedali, se opravičujem, ker boste slišali tole intimno, zdajle izpoved, jaz sem še laktirala in potem, ko sem prišla z Vidom od Brecla nazaj k svoji osebni zdravnici, je rekla, ja, gospa, to je čudovito, bom vam takole povedala. Obstaja 2 vrsti krav. Ene so takšne, da jih moramo uteliti, da imajo mleko, vedno, da jih moramo uteliti, ene pa enkrat utelimo, pa imajo za vedno mleko. No, vi ste take vrste krava. Pa sem rekla, hvala, gospa doktor. Ne, ona je imela zmer te prispodobne živalske. Ja. Ampak ja, ko prideš ti od ginekologa z napotnico nujno na ambulanto za bolezni dojk, si konc. Jaz nobenemu nisem povedala, samo moj mož je to vedel, ker sem vedela, da bi mojo mami najbrž morali ali hospitalizirati v polje ali pa ne vem. In takrat sem jaz začela prebirati tudi Louise Hay, pa slovenske in tuje zdravnike, ki razumejo, da ni nujno, da je samo genetika kriva, lahko je okolje, odnosi, ti si močna, skozi misliš, da si, a ne? In ta gospa, ta negativna čustva je pa rekla, da se največkrat usedejo čisto samo na ženske organe. A ne? Tako da, ok, ženska, moški, jaz mislim, da tudi pri moških je enako, a ne? Če smo nesrečni, se bomo zboleli, a ne? Nesrečni v kateremkoli kontekstu, a ne? Tako da sem vas slišala, kakor da bi brala malo Louise Hay, no? Tako. Ja, ampak je dejstvo, no, da tako, kot sem rekla na začetku, 50% rakov je dokazano, da bi jih lahko preprečili in so odvisni od okolja. Seveda niso vsi odvisni od genetike. Treba je za sebe poskrbeti. Zdaj, stres ni direkten razlog za nastanek raka, je pa vsaj nepriznano, ampak če mene vprašate, je tukaj največji razlog. No. Je negibanje, se pravi, treba skrbeti za sebe, ne kaditi, se pravi, upoštevati nasvete proti raku. Lahko jih tudi povemo, jih imam tukaj le nekje. Ampak nujno na koncu, če pogledamo, no, je treba skrbeti za sebe, za svoje zdravje. Se pravi, 12 nasvetov proti raku, pa bi jih res na hitro povedala, no, ker se mi zdi, da so pomembni. Prvi je ne kadite v navzočnosti drugih, vzdržujte zdravo, normalno telesno težo, prehranjujte se lokalno, predvsem tukaj. Ne. Vsak dan bodite telesno dejavni, iti na sprehod res ni težko. Meni, ko sem se malo zanemarila, kar se telesne dejavnosti tiče, so mi nabavili psa, tako da zdaj imam dejavnosti cel kup. Prehranjujte se zdravo, omejite vse vrste alkoholnih pijač, se pravi, tukaj je res lahko največ 1 enoto alkoholno na dan, recimo 1 pivo, 1 kozarec vina, 1 štamprl, ne pa seštevati, seveda ne. Previdno se sončiti, na delovnem mestu se zaščitite pred nevarnimi snovmi, ki povzročajo raka, varujte se pred ionizirajočim sevanjem, se pravi, treba se nujno mazati. Pri ženskah samopregledovanje, pač omejevanje hormonskih zdravil, pa kar bi pa tudi omenila, mene sicer čaka to 2. leto pri hčerki, ampak poskrbite, da bojo vaši otroci, vnuki cepljeni proti HPV-ju in pa hepatitisu B. In pa, tako kot sem že omenila, nujno se udeležujte organiziranih presejalnih programov, ki so pomembni za zgodnje odkrivanje raka. Hvala za tole, gospa Molan. Jaz sem pa zdaj najdla tale stavek od Nobelovca Johna Steinbecka. Žalostna duša te ubije hitreje kot virus.
Ja. In s tem je želel povedati, da so negativna čustva tista, ki nam bodo povzročila bolezen hitreje kot virusi in bakterije. Tako da s tem stavkom Steinbecka mogoče današnjo kavico zaključujemo. Jaz mislim, da če pa ima kdo še kakšno vprašanje, kar izvolite, ampak mislim, da če bi bil še kakšen zdravnik zraven, bi bila to še bolj obsežna kavica po moje. Ampak gospa me je veselila, da ste si vzeli čas in da sem vas spoznala uživo, čeprav uživo v narekovajih. Z veseljem sem se odzvala. Hvala lepa. Halo? Ja, prosim. Brane, tukaj 2 stvari bi rad izpostavil, najprej je bilo zelo zanimivo in tako dalje, ampak gospa Molanova, kako je svet majhen, tudi na tem področju vidi, recimo hči od Slavice je zaposlena na Koroškem, po moji hči tudi tam je zdravnica. A res? Smo kar na kupu tukaj. Pa res majhen svet, ja. In zelo lepo delo upravljajo vaše hčerke, moram reči, res kapo dol. Zdravniki in medicinske sestre na Onkološkem inštitutu so neverjetni do nas pacientov in same pohvale, res same pohvale. Hvala. In druga zadeva, to pa ne vzemite bolj kot informacijo ali kot nauk, če bi človek rekel, ne vem, koliko ste imeli izkušnja, ste prvi skupaj z slepimi, ker sem bil pozoren, ko ste govorili o oktobru in to ste uporabili termin in vidite v oktobru, ne? Ja, sem se takoj popravila. Slišite, ne? Morda samo tole, da ko se s slepimi pogovarjate, uporabite popolnoma enak besednjak kot vsi drugi, je tudi mi med sabo se pogovarjamo, si prebral to, včeraj smo se videli in tako dalje. Da brez skrbi popolnoma besednjak uporabljate kot z osebami skupaj, nič ne paziti. Hvala lepa za to informacijo. Lahko še jaz nekaj? Ja. Irena je bila prej, sam trenutek. Irena, izvoli. Hvala lepa. Jaz bi samo tako, ko se govori toliko o raku, pa tako naprej, pa govorite zdrav način življenja in vse ostalo. Ampak zakaj pa konec koncev ima pa polovica psov umre, pogine za rakom? Pa psi imajo kolikor toliko zdrav način življenja, pa tako naprej. Spet genetika, ne? Ja. In tudi pravijo tako, ne, če ti zdravo živiš, ne, pa mogoče ne zboliš pri 30, pa zaradi tega pri 40 zboliš, ne? Nekaj je prišlo narobe in tudi zdravo življenje, ne, recimo, tudi jaz sem bivša atletičarka, vegetarijanka celo življenje že, celo veganka sem bila en cajt. Moram reči, da ni od tega odvisno. Pride eno, ne vem, stresno obdobje v tvojem življenju, ko sploh ni povezano, ne. Pasivno kajenje, recimo, kot sem že tudi omenila, recimo vse genetske napake še niso znane, ne. Tako da tle je ogromno enih zadev, kakor lahko pridejo, pač, kakor se lahko zgodijo. No, zdaj, kaj pa pri psih, to pa tudi vem, tukaj je pa tudi velikokrat težava v tem, seveda, ne, mešančki so najbolj zdravi psi, ne. Tukaj je pa, tudi mi se ne smemo ploditi, recimo s sorodniki, medtem ko pri psih to zelo veliko delajo in zaradi tega se te genetske napake, ne, se veste, kakšne so dominantni pa recesivni geni, ne, in v bistvu bolj, ko se različni med seboj mešajo, bolj so takrat, ja, tako, medtem ko pa so kar težave pri teh sploh rodovniških, no. Ja. Gospa Slavica, ste vi še hotela nekaj vprašati? Ne. Biserka. Aha, dajte, Biserka, izvolite. No, jaz bi pa še predno končamo, bom povedala, da sem tudi članica Evrope Done in so mi pred 4 leti preko Dore odkrili prav tako rakasto obolenje in se še zdravim. Hodim na kontrole, imam hormonskega, našli so mi na začetku in jemljem Femaro, imela sem operacijo v Ljubljani na Onkološkem Mariboru 16 obsevanj in tako da, evo, gospa Darja. Ste v redu, ker je bil najden tako zgodaj. A ni to lepo? Ja, tako je rekel doktor Perhavc, pol me pa operiral doktor Bešič. Super. Vam želim vse dobro, še naprej. Tudi jaz. Hvala. Zdaj pa in super, da ste se udeležili
presejalnega programa. Bravo za to. To vedno, to vedno. Vedno, Super. ja. Ja. Zdaj pa preden se tole zaključi, ker nas ura malo tudi preganja, bom pa napovedala še za 4. november temo kavice, in sicer bomo imeli tematiko na star pregovor, da za vsako bolezen rožca rase. To je rekla meni, da je tudi Pehta. Teta Pehta, ja. A ne? Tako da z nami bo zanimiva gostja, zeliščarica iz Polhovega Gradca, ne povem še imena, kajti vabilo še sledi. Če boste lahko, tudi vi, gospa Molan, še kdaj nas pogledajte na platformi Zooma, v arhivu, a ne, kavic, tako da res hvala vsem, da ste si danes vzeli čas, vi, gospa Molan, pa srečno še naprej s svojim poslanstvom, pa z Elo. Ja, hvala lepa. Hvala. Hvala tudi za povabilo, srečno Hvala. vsem. Hvala. Nasvidenje, živjo. Hvala. Lep pozdrav Lahko vsem. jaz še eno anekdoto povem. Izvoli, Slavica, kar povej. Enkrat grem na avtobus, pa tam že nekaj folka čaka, pa se ena punčka nekaj muda, slišim, da nekaj očeta sprašuje svojega očka, in pa oči, pa prav oči, ja ne vem jaz, gospod vprašaj, a ne, zgleda, da je hotela vprašati, zakaj jaz ne vidim, a ne. In pa sem rekla, kar vprašaj, potem ko sem ugotovila, da na mene zadeva leti, no, in sem rekla, ja, zato, ker je pač taka bolezen bila in se pač ni dalo pomagati, ne. In prav, zakaj pa ti teta Pehta ni pomagala? No, tako otroci razmišljajo. Ja, Tako. ja. Na prvo žogo rečejo in ja, dobijo takoj. Ko se imejte vsi. Tudi vi. Enako. Vsi. Hvala vsem. Je.